Nerešeni arheološki in primeri resničnih zločinov lahko strokovnjake in preiskovalce frustrirajo desetletja, v nekaterih primerih pa celo stoletja, kadar ni najdenih odgovorov. Vendar pa se v nekaterih izmed teh zapletenih primerov sčasoma najdejo sledi, ki vodijo do razrešitve skrivnosti. In končno dobimo jasno sliko o tem, kaj se je zgodilo pred vsemi tistimi leti. 40 let potem, ko je bila Tamara Tigard napadena in je bilo vzeto življenje, so preiskovalci uspeli narediti nekaj napredka v njenem primeru. A veliko vprašanj ostaja neodgovorjenih, saj oseba, odgovorna za njeno smrt, nikoli ni bila identificirana. Leta 1980 je bila Tamara stara 20 let in je živela v Las Vegasu. Podrobnosti v zvezi z njenim prvim primerom so v najboljšem primeru nejasne, vendar je znano, da so jo prijavili kot pogrešano, verjetno marca tistega leta, in njen primer je policijo begal še mnogo let. 18. aprila tistega leta sta dva ribiča v Oklahomi na rečnem bregu našla mrtvo žensko. Na prizorišču zločina pa so bili nekateri zelo zanimivi namigi. Bila je slečena, napadli so jo s strelnim orožjem, njen napadalec pa jo je posul z apnom, verjetno zato, da bi prikril morebitne vonjave in pospešil razkroj, kar pa je zmotno prepričanje. Na srečo za policijo je apno zelo dobro ohranilo posmrtne ostanke, vendar niso imeli pojma, kdo je bila ta ženska, zato so jo opisali kot neznano osebo Jane Doe. Sčasoma je postala znana kot apnena dama, saj njen primer desetletja ni bil rešen. Sledi, ki so jih našli na kraju dogodka, so kazale, da se je napadalec približal od spredaj. Z enega kovanca, ki ga je imela v žepu, pa so zbrali tudi nekaj vlakninskih dokazov. Kovanec je bil zadet, ko je bilo strelno orožje sproženo, in nekaj vlaken z njene obleke je ostalo na njem. Primer je zastal vse do leta 2020, ko so ponovno poskušali identificirati žensko, znano kot apnena dama. DNK je bila zbrana in poslana projektu DNA Doe Project, ki je uspel identificirati njene bratrance in sestrične. Nato so odkrili, da je Tamara apnena dama, kar so potrdili z zobozdravstvenimi kartotekami, pridobljenimi od ameriške vojske, potem ko so izvedeli, da je nekoč služila v vojski. Preiskovalci so končno povezali primer apnene dame s Tamaro in izvedeli, da je pogrešana od marca 1980. Poročali so, da je tistega dne odšla iz svoje hiše v Las Vegasu na sprehod in je nikoli več niso videli ali slišali za njo. Njeni prijatelji in družina niso mogli pojasniti, zakaj je odpotovala v Oklahomo, vendar je prišlo na dan, da je morda obiskala bar v Jonesu, ki so ga pogosto obiskovali motoristi. Poleg tega primera, pogrešane osebe niso nikoli nadalje preiskovali, saj si je neka ženska v Ohaju prisvojila identiteto Tamare in so domnevali, da so jo našli. Ta dogodek so preiskali, vendar niso našli nobene povezave s preostalim primerom Tamare in omenjene ženske nikoli niso aretirali. Njeni bratranci in sestrične so policiji povedali, da so vedeli, da je Tamara izginila že pred desetletji, vendar so jim nepojasnjeno rekli, da je vstopila v program zaščite prič, kar pa preprosto ni res. Pozvali so vse, ki imajo koristne informacije, naj stopijo v stik, da bi lahko identificirali storilca v tem primeru. In vsak, ki meni, da lahko pomaga pri napredovanju primera Tamare, lahko kontaktira Državni preiskovalni urad Oklahome na številki 8005 228 017. Pogosto menimo, da so bile preiskovalne tehnike, uporabljene pred desetletji, zastarele in neučinkovite. A resnica je, da so preiskovalci včasih uporabili najmanjše sledi za razrešitev zelo zapletenih zločinov, kot je bil primer dogodka, ki se je zgodil v Margateu v Kentu v Angliji aprila 1929. Nekega zelo mrzlega zimskega dne oktobra tistega leta se je moški po imenu Sidney Fox skupaj s svojo materjo Rosalie prijavil v hotel Metropole v Margateu. Osebje hotela se je kasneje spominjalo, da je Rosalie izgledala bolna in da je imela težave pri hoji do svoje sobe. Diagnozirali so ji Parkinsonovo bolezen in predvidevali so, da jo je Sidney pripeljal v Margate, da bi se spočila in nadihala svežega zraka. Zdel se je zelo zaskrbljen za njeno dobrobit in so ga videli, kako je skrbel za vse njene potrebe med bivanjem v hotelu. Bil je zelo vljuden do osebja, vedno urejeno oblečen in zdel se je dober človek, vendar se je njegova prava narava kasneje razkrila. Povedal je, da sta z Rosalijo potovala po Evropi, preden sta obiskala Folkestone in Canterbury, ter na koncu Margate. Odločila sta se bivati v hotelu Metropole zaradi njegovega udobja in razkošja.
Očitno pa je bilo, da sta del premožne družine. Ko so ga vprašali glede njune prtljage, je Sidney povedal, da še ni prispela in da ga skrbi, da se je izgubila. Hotelsko osebje nikakor ni moglo vedeti, da je bil Sidney v resnici okoreli kriminalec, ki je bil pravkar izpuščen iz zapora. Zato so jo nastanili v sosednjih sobah, od katerih je bila vsaka ogrevana s plinskim kaminom. 22. oktobra je Sidney odpotoval v London, kjer je govoril z Rosalinjinimi zavarovalnicami. Podaljšal je njene police življenjskega zavarovanja in izjavil, da njegova mati noče potovati nazaj v njuno domače mesto Norfolk, če zavarovanje ni urejeno. Police je podaljšal do polnoči 23. oktobra, le 20 minut pred iztekom zavarovanja. Ko se je vrnil v hotel, so ga slišali kričati, da je soba njegove matere zajeta v plamenih. Osebju je s precejšnjim naporom uspelo vstopiti v sobo in Rosalino so izvlekli, vendar je bila že mrtva. Ugotovljeno je bilo, da je umrla zaradi vdihavanja dima iz požara, ki so ga povzročila oblačila, ki jih je Sidney pustil sušiti poleg plinskega kamina. Preiskovalcem se je zdelo nenavadno, ko so poleg kamina našli delno zažgano časopisno stran. Ena od zavarovalnic je stopila v stik s policijo v Margateu in jih obvestila, da je bil Sidney v preteklosti upleten v shemo ponarejanja čekov, vendar niso našli nobenih dokazov, da bi on povzročil požar. Zdelo se je, da je Rosalind res izgubila življenje zaradi nesreče, kot je bilo zapisano v poročilu mrliškega oglednika. Preiskovalci pa niso mogli otresti občutka, da se je zgodilo nekaj sumljivega, zato so stopili v stik s patologom po imenu Sir Edward Spilsbury, ki je opravil še en pregled Rosalinjinega telesa. Na zadnjem delu njenega vratu in na majhnem delu njenega jezika je našel modrice, kar je kazalo na to, da je bila Rosalind zadavljena. Ves čas je bil le en osumljenec in Sidney je bil pridržan, ko je poskušal unovčiti zavarovalne police, ki jih je podaljšal. Sodišče je slišalo, da je uporabil pospeševalo gorenja za začetek požara, potem ko je končal življenje svoje matere in bil je spoznan za krivega. Izrečena mu je bila smrtna kazen in aprila 1930 je bil usmrčen. Preiskovalcem ni uspelo ugotoviti, kaj se je zgodilo v primeru Betty Gale Brown, 19-letne ženske iz Lexingtona v Kentuckyju, katere življenje se je končalo oktobra 1961. Takrat je bila študentka drugega letnika na Transylvania College. Njeni sošolci pa so poročali, da so jo videli, ko je zapuščala uro biologije in da se ni zdelo, da bi jo kaj skrbelo. Tisti dan je bila, ko je odšla iz razreda, kot običajno, sproščena in prijazna. Prav tako je znano, da je preostanek dneva preživela ob učenju pozno v noč. Tik pred polnočjo pa je segla v avto in se odpeljala na obisk k staršem, vendar tja nikoli ni prispela. Ob 3 uri zjutraj, naslednje jutro, je policija prišla do osupljivega odkritja. Betty so našli mrtvo v njenem avtu, ki je bil parkiran pred staro stavbo Morrison. Napadli so jo in zadavili z njenim lastnim modrčkom, zato so začeli preiskavo umora. O dogodku so poročali vsi mediji v Kentuckyju, njena družina in prijatelji pa so bili uničeni. Prvi korak v preiskavi je bil zaslišanje vseh moških študentov in članov fakultete na koledžu, vendar niso identificirali nobenih osumljencev. Ena od sledi, ki so jih sledili, je prišla iz New Yorka, ko so aretirali bivšega študenta Transylvania College. In ko so preiskali njegovo sobo, so našli izrezke iz časopisov o primeru Betty, vendar se je kasneje izkazalo, da me je izrezke poslal prijatelj in da ni bil na noben način vpleten. Druže manjše sledi so prijeli iz različnih delov države in vse so preverili, vendar brez uspeha. Primer Betty je ostal nerešen. Toda leta 1966 se je zdelo, da so oblasti dosegle preboj. Moški po imenu Alec Arnold mlajši se je oglasil in povedal, da je morda odgovoren za smrt Betty. Povedal je, da je tisto noč močno pil in da je iskal kraj, kjer bi se lahko streznil. Na koncu je prišel na kampus in zagledal Betty in avto, parkiran tam, kjer so ga kasneje našli. Opazil je, da je bila v družbi neznane ženske in ko se jima je približal, sta mu rekli, naj opusti pri miru. To ga je razjezilo in odprl je Betty na vrata, preden jo je napadel. Druga ženska je pobegnila, vendar je uspel obvladati Betty in ji vzel življenje. Arnolda so aretirali, vendar se je na sojenju izrekel za nedolžnega, saj ni bil več prepričan, da je on krivec. Obramba je trdila, da je bilo vse, kar je Arnold vedel o primeru, objavljeno v časopisih in da je verjetno prebral ta poročila, preden je samega sebe prepričal, da je zagrešil zločin.
Od takrat je umrl in če je bil res napadalec, je to skrivnost odnesel v grob. Nekaj časa so sumili, da je bil za to odgovoren serijski morilec Nolan Ray George, saj je bil takrat aktiven na tem območju. Vendar tega ni bilo mogoče dokazati, saj ga v primeru nikoli niso zaslišali. Primer Betty še desetletja kasneje ostaja skrivnost. Anita Louise Pateau, rođena v Mainu leta 1942, je bila svobodomiselna ženska s sanjami o igralski karieri. Leta 1967, pri 25 letih, se je preselila v Los Angeles in redno ohranjala stik z družino preko pisa. Toda ta pisma so februarja 1968 nenadoma prenehala prihajati, kar je njeno družino zelo zaskrbelo. Marca je njena družina končno prejela pretresljivo novico. Fantje, ki so se igrali na naftnem polju v Huntington Beachu, so našli truplo. Preiskovalci so ugotovili, da je bila takrat še neidentificirana ženska napadena v noči na 13. marec. Rob so izključili, saj je še vedno nosila svoj nakit. Nažalost je dež spral večino sledi pnevmatik in odtisov čevljev, ki jih je pustil napadalec. Vendar so zbrali ogorek cigarete in druge dokaze. Njeno torbico in denarnico pa so kasneje našli v bližini, v katerih so bile fotografije njene družine. Edina sled je bil niz sledi pnevmatik, verjetno od novejšega ameriškega avtomobila. Anita je bila pokopana kot neznana oseba. Primer so ponovno odprli leta 2001 in iz cigarete pridobili DNK profil napadalca, vendar niso našli nobenih ujemanj. Leta 2010 je bila objavljena skica Anite. Njena pranečakinja jo je prepoznala, vendar je policija njihovo prijavo ignorirala. Leta 2017 je genetska genealogija povezala ohranjeni DNK s 4 brati v Kaliforniji. Eden od njih, že pokojni Johnny Monroe Crisco, je bil identificiran kot napadalec preko vzorca DNK iz prejšnje biopsije. In končno, leta 2020 so preko DNK zbranega od daljnega sorodnika potrdili, da je Anita bila neznana umrla iz Huntington Beacha, s čimer so razrešili skrivnost in prinesli olajšanje njeni družini. Po besedah tistih, ki so jo poznali, je bila 33-letna Garnet Jen leta 1950 cenjena učiteljica gospodinjstva na srednji šoli Portland High School, priljubljena tako med učenci kot tudi med sodelavci. Bila je sredi pridobivanja magisterija in po besedah njenih prijateljev ter družine se je veselila naslednjega poglavja v svojem življenju. Vedno je bila točna, zato so njeni sodelavci postali zaskrbljeni, ko se 28. februarja tistega leta ni pojavila na delu. Šolska pisarna je poklicala na njen domači telefon, a ni dobila odgovora. Zato se je ravnatelj odločil, da se odpravi do njene hiše in preveri, kaj se dogaja. Nikoli si ni mogel predstavljati, kaj ga bo pričakalo v prihodu, zato je takoj obvestil oblasti. Poročal je, da ko mu na Garnetinih vhodnih vratih ni nihče odgovoril, je odšel do garaže in mu je uspelo pogledati skozi okno. In na svojo grozo je videl Garnet, kako visi na kljuki vrat svojega avtomobila. Ko je policija vstopila v garažo, je ugotovila, da ima okoli vratu pas od šivalnega stroja in da je klečala na enem kolenu. Čeprav so takoj predlagali, da je primer jasen in zaključen, se njena družina s tem ni strinjala in Garnetine posmrtne ostanke so nekaj dni kasneje izkopali. Drugi pregled njenih posmrtnih ostankov je patologu razkril, da je bila napadena in zadavljena, zaradi česar je primer postal umor. Kasneje se je izkazalo, da so jo nazadnje videli na noč napada, ko se je udeležila sestanka ženskega društva v lokalnem golf klubu. Preden se je odpravila domov, je vse prisotne vprašala, ali jim lahko kupi pijačo, saj je imela s seboj $40, nato pa je odšla. Policija je poročala, da niso mogli najti Garnetine denarnice ali vozniškega dovoljenja. Obe stvari pa je najverjetneje ukradel njen napadalec. Nažalost je do takrat, ko je bil primer prekvalificiran v umor, veliko ljudi že obiskalo Garnetin dom in vsi dokazi, ki bi lahko bili v garaži, so bili onesnaženi zaradi radovednih obiskovalcev. Poleg tega je bila majhna količina zbranih dokazov nepravilno shranjena in z njo so neustrezno ravnali, zaradi česar je bila možnost prepoznave storilca praktično nemogoča. Šivalni stroj, Garnetin raztrgan jopič in njene rokavice so bili zbrani. Poleg tega pa je bilo opaženo, da je bilo na zunanji strani njenega avtomobila biološki material. Ko so primer po letih ponovno odprli, so bili vsi zbrani fizični dokazi izgubljeni. Zato tudi morebitnega obstoječega DNK ni bilo mogoče najti.
Preiskovalci pa nikoli niso izgubili upanja, da bodo nekega dne našli kaj. In leta 2019 so prejeli informacijo, da bi lahko nekje drugje obstajali nekateri fizični dokazi, vendar oblasti niso želele podrobneje pojasniti te sledi. Zdaj upajo, da bodo našli DNK in da bo napadalec Garnetta končno identificiran, da se bo lahko soočil s posledicami svojih dejanj. Oseba, ki jih zanima, je bila identificirana, čeprav ime tega moškega javnosti ni bilo razkrito. Za zdaj primer Garnetta ostaja nerešen, vendar ostaja upanje, da se bo to kmalu spremenilo. Primer umora 30-letne Roxane Wood februarja 1987 je ostal nerešen desetletja. In ženske, ki so živele v Nilesu v Michiganu, kjer je bil zločin storjen, so živele v strahu, da bi lahko bile naslednje žrtve, saj storilec ni bil identificiran. Primer se je začel 20. februarja tistega leta, ko sta se Roxana in njen mož Terry odločila, da gresta zvečer ven. Ko so vsi končali z delom, so se dobili doma, se pripravili in se v ločenih avtomobilih odpravili v restavracijo. Večerjali so, nato pa so se odpravili v bližnjo bowling dvorano, kjer je Terry treniral, saj tekmoval v bowling ligi. Roxanne je zapustila bowling dvorano približno 45 minut, preden se je Terry odločil oditi domov. In ko je prispel, je bil zgrožen nad tem, kar je našel. Ko je vstopil v kuhinjo, je našel Roxanne, ki je ležala na tleh, mrtva. Takoj je poklical policijo, ki ga je zaslišala, medtem ko so obdelovali kraj zločina. Nenavadno je bilo, da niso našli nobenih dokazov o vlomu v hišo, in ko je Terry med zaslišanjem postal razburjen, so ga obravnavali kot osumljenca. Odpeljali so ga na postajo na nadaljnje zaslišanje, vendar je takoj zahteval odvetnika, kar je pri preiskovalcih vzbudilo še večji sum. Eden od preiskovalcev je bil tako prepričan, da je Terry krivec, da so ga slišali reči, da ne bo počival, dokler ga ne spravi v zapor za preostanek njegovega življenja. Toda družini Terryja in Roxane sta bili prepričani, da je nedolžen, saj je bil dober človek, ki je ljubil svojo ženo. Ni bilo mogoče najti nobenih dokazov, ki bi obsodili Terryja ali kogarkoli drugega, zato je primer sčasoma obtičal brez novih sledi. Na kraju dogodka so zbrali DNK, vendar takrat ustrezna tehnologija še ni obstajala, zato to ni pomagalo pri napredovanju preiskave. Toda leta 2020 so primer ponovno odprli profesor Ashlyn Kirsten in študenti z Univerze Zahodnega Michigana skupaj z državno policijo Michiganu. Primer so temeljito preučili in ga prenesli v digitalno obliko, kar je olajšalo pregled nad tem, kdo je bil zaslišan, kdaj je bilo to opravljeno in kateri dokazi so bili zbrani. Te digitalne datoteke so nato predali policiji, preiskovalci pa so sodelovali z genetskimi genealogi, ki so začeli obdelovati majhno količino DNK, zbrano leta 1987. Sprva je bilo dvomljivo, ali je dovolj DNK, da bi lahko napredovali v primeru. In res, po mesecih testiranj niso odkrili ničesar novega. Toda strokovnjakom je uspelo ustvariti genetski profil, ki jim je omogočil sestaviti družinsko drevo napadalca Roxanne. To je policijo pripeljalo do prebivalca South Benda v Indiani, imenovanega Patrick Gillum. Živel je na območju blizu kraja zločina, ko je bila Roxana ubita, vendar so potrebovali še dodatne dokaze, preden bi ga lahko označili za osumljenca. Ugotovili so, da je Gillum močno kadil in medtem ko so ga detektivi nadzorovali, so uspeli pobrati enega od njegovih ogorkov pred pralnico, potem ko ga je tajni preiskovalec zapletel v pogovor. Ko so ga leta 2021 zasliševali, so Gillumu pokazali fotografijo Roxanne, vendar je trdil, da je še nikoli ni videl. A kmalu je DNK na njegovem cigaretnem ogorku dokazal, da je bil v Roxaninem domu, ko je bila napadena, in bil je aretiran, še vedno pa je zatrjeval svojo nedolžnost. Gillum je trdil, da se ne spomni, da bi končal Roxanino življenje, vendar se je na sojenju izrekel, da ne ugovarja obtožbi. Aprila 2022 je bil spoznan za krivega in obsojen na 23 let zapora, s čimer se je 35-letna skrivnost končala. Leta 2018 je bil 22-letni Gavin Octaviano znan kot izjemno inteligenten in prijazen moški, ki je študiral biologijo v San Franciscu. Bil je izjemno predan svojim študijem, vendar je novembra tistega leta odpotoval domov k svoji družini, da bi z njimi praznoval zahvalni dan. Naslednji dan so on in njegova družina okrasili božično drevo, kasneje, tistega večera, pa se je odločil, da gre na večerjo z nekaj prijatelji in svojim bratrancem.
Svoji materi je povedal, da ne bo ostal dolgo zunaj in da jo bo še videl kasneje, preden je odšel z avtom svoje sestre. Ko pa se naslednje jutro ni vrnil, je njegova družina postala zaskrbljena, saj bi jih obvestil, če bi nameraval prespati kje drugje. Poklicali so policijo in prijavili pogrešano osebo, da bi lahko začeli iskalno akcijo. Preiskali so mejo med San Franciscom in Dalije, vendar ga niso našli. 23. novembra je policija našla posnetek Gavinovega sestrinega Mercedesa, ko je bil parkiran na severnem parkirišču mostu Golden Gate okoli 17:20. In ko so preiskovalci odpotovali tja, so našli avto tam, kjer ga je Gavin pustil. Priča bi 28. novembra stopila v stik z njegovo družino in sporočila, da je videla letak o pogrešanem Gavinu, ter ga takoj prepoznala kot mladega moškega, ki ga je videla v bližini predora Golden Gate po noči, 23. novembra. Dobro se je spomnil srečanja, ker je Gavina skoraj zbil s svojim avtom, ko je ta nepričakovano stopil na cesto. Videti je bil opit. Njegova družina verjame, da se je odločil parkirati avto in iti na sprehod, saj je to bila njegova navada, kadar je pil in je potreboval svež zrak. V mesecih, ki so sledili, Gavinova družina ni bila zadovoljna z odzivom policije, saj niso bili obveščeni o napredku primera. Prav tako so menili, da jim mediji niso bili v pomoč, saj so morali prepričati televizijsko postajo, da objavi zgodbo o Gavinovem izginotju, s čimer so izgubili dragoceni čas. Družina se je morala soočiti tudi z neutemeljenimi ugibanji, kot je bilo na primer to, da naj bi ga napadli njegovi prijatelji in mu vzeli življenje, nekateri pa so jih celo odvračali od iskanja, češ da verjetno ni več živ. Treba je poudariti, da v Gavinovem primeru kaznivega dejanja ne sumijo, vendar tudi ni izključeno. Če ste opazili Gavina ali veste, kje bi lahko bil, vas prosimo, da stopite v stik z njegovo družino na številki 41-567-28929. Ko je Napoleon Bonaparte leta 1799 vodil vojaški pohod v Egiptu, on in njegovi vojaki niso nikoli pričakovali, da bodo naredili eno najpomembnejših arheoloških odkritij v vsej zgodovini. Skupina francoskih vojakov je naletela na rozetski kamen, medtem ko so kopali temelje za zgradbo, ki so jo dodali trdnjavi Fort Julian v delti Nila, in kar je sledilo, je bilo res izjemno. Ugotovili so, da je besedilo na kamnu služilo kot ključ do egipčanskih besedil, ki so jih našli v Egiptu, in končno so jih lahko prevedli. To je zgodovinarjem omogočilo neprimerljivo razumevanje staroegipčanske kulture, zgodovinskih dogodkov in pomembnih osebnosti, ki so živele v Egiptu zelo dolgo nazaj. Redko se zgodi, da najdemo tak ključ, in če kamna iz rozet ne bi odkrili, bi vedeli veliko manj o starem Egiptu, kot vemo danes. Tak ključ se je izkazal za ključen tudi pri reševanju podobne skrivnosti, čeprav ta ne vključuje Egipčanov, temveč Vikinge. Leta 2014 je norveški runolog po imenu K. Jonas Nordby raziskoval zapleteno kodo, ki so jo ustvarili Vikingi nekje v 11. ali 12. stoletju. Arheologi so odkrili približno 80 napisov v nerazvozlani kodi, znani kot Jotunvillerska koda. Te rune in napisi, ki so vsebovali kodo, so našli v državah po vsej Evropi, vendar nihče ni vedel, kaj pomenijo ali kako jih razvozlati. Predlagano je bilo, da bi jo lahko uporabili za razvozlanje rune abecede, vendar brez izhodiščne točke ni bilo narejenega skoraj nobenega napredka pri reševanju skrivnosti. To je veljalo vse do leta 2014, ko se je Nordby odločil podrobneje pogledati kos lesa, ki so ga odkrili v Bergnu na Norveškem, in ugotovil, da sta dva Nordica uporabila običajne nordijske rune in kodo Jotunviller, da sta na les zapisala svoji imeni. Ker je Nordby vedel, da sta njuni imeni Sigurd in Leifrans, je lahko uporabil rune, ki so zapisovale te črke, da je razvozlal kodo Jotunviller. Toda to ne bi bila lahka naloga, saj še vedno ni bilo jasno, kako je bila koda povezana z običajnimi runami, ki so jih uporabljali v tistem času. A s časom je spoznal, da je bila koda pravzaprav razmeroma preprosta. Vse, kar je moral storiti, je bilo zamenjati znak rune z zadnjim glasom v imenu rune. In torej, če se ime rune konča s črko R, bo ustrezna runa v kodi Jotunviller R in tako naprej. S to rešitvijo je končno lahko prebral starodavno besedilo, ki je zgodovinarje tako dolgo begalo. Toda obstajala je zanka. Ker se veliko običajnih run konča z isto črko, je trajalo nekaj časa, da je ugotovil, na katero runo se nanaša.
Ko so bila vsa ta besedila na to dešifrirana, je prišlo na dan, da so kodo uporabljali ljudje iz vseh slojev družbe in včasih za izražanje ljubezni, žalosti ali sreče. Eno besedilo se glasi takole, citiram: "Tako zelo ljubim ženo drugega moškega, da se široke gore tresejo." Čudovita ženska z obročem, tako zelo se imava rada, da zemlja eksplodira. Nekatera besedila so spremljale risbe živali, ljudi in celo nesmiselne čečkarije ali skice. Verjame se, da so se ta koda uporabljale do približno leta 1000 v severni Evropi in v Skandinaviji do 15. stoletja. Leta 1982 je Eileen J. Lawrence Barrick, ki so jo prijatelji poznali kot Orlo, postala vdova, ko je njen mož umrl. In ostala je vdova vse do 61. leta, ko se je leta 1996 začel skrivnostni primer njenega izginotja. Opisovali so jo kot zelo organizirano žensko, ki je imela zelo ustaljeno rutino in se je redko od nje odmikala. Aprila 1996 je živela v koči v okrožju Edmondson v Kentuckyju, blizu reke Nolan, in imela je majhnega psa po imenu Fifi, ki je delal družbo. 12. aprila tistega leta je zjutraj zapustila svoj dom, da bi obiskala kiropraktika, pri katerem je imela termin. Ko je bil posvet zaključen, je obiskala solari in nato odšla do hiše mojstra, ki je zanjo opravljal nekaj del v koči. Njena družina verjame, da se je nato vrnila domov, vendar so bili razočarani, ko jih je Orla poklicala in povedala, da ne bo odpotovala v Frankfurt obiskat svojega brata Pita, kot je bilo načrtovano. Pogovarjala se je s Pitovo ženo, ki ni vprašala za razlog odpovedi. Znano je, da je nato okoli 14:30 ponovno zapustila kočo, da bi peljala Fifi na sprehod. Pogosto so jo videli, kako je sprehajala svojega psa v okolici narodnega parka Mammoth Cave in tudi tistega dne je storila enako. Skupina najstnikov je kasneje poročala, da so videli Orlo in da se je ustavila ter se z njimi pogovarjala pred njihovo kočo. Neto sta se ona in Fifi vrnili domov in domneva se, da se je pripravljala na spanje, saj je zagrnila zavese, zamenjala vrečko za smeti v košu, snela zobno protezo in začela kaditi cigareto. Tisti konec tedna, ki je sledil, ni zapustila svoje koče, kar je zaskrbelo njenega soseda, zato je v ponedeljek poklical policijo in zaprosil za preverjanje njenega počutja. Kentuckyjska državna policija se je odzvala in potem, ko so ugotovili, da je koča zaklenjena, so vstopili na silo. Niso našli nobenih znakov vloma, vendar je bila koča v razsulu, predmeti so bili razmetani po tleh. Fifi so našli nepoškodovano v njenem boksu. Orlen avto je bil še vedno parkiran na dovozu in njeni ključi so bili na mestu, vendar nje ni bilo nikjer. Podrobnejši pregled njene spalnice je razkril sledove biološkega materiala, prav tako pa sta manjkala vrhnja rjuha z njene postelje in njena torbica. To je vzbudilo veliko skrb za Orlino dobrobit, zato so takoj začeli iskalno akcijo. Območja okoli njene hiše niso vsebovala nobenih sledi o tem, kaj se je zgodilo, zato so se odločili, da preiščejo ribnike in druga območja z vodo. Potapljači so preiskali jezera in ribnike, vendar ponovno niso našli ničesar. Namigovali so, da je bil Orlen mojster za razna popravila vpleten v njeno izginotje, vendar niso našli nobenih dokazov. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije o tem primeru, naj kontaktira policijsko postajo Kentucky State Police Bowling Green na številko 270-78-220-10. V drugi polovici 50. let 20. stoletja je britanski arheolog z Univerze v Istanbulu po imenu James Mellard izvajal raziskave na neolitskem najdišču v Turčiji, ko je naletel na pomembno odkritje. Odkopal je veliko naselje, imenovano Çatalhöyük, in od takrat je bilo na tem najdišču opravljenih veliko raziskav. Ugotovili so, da je staro približno 9000 let in da vsebuje veliko zidanih hiš, ki so bile zgrajene zelo blizu ena drugi. Toda najdišče je vsebovalo tudi številne različne artefakte, kot so figurice in umetnine v obliki stenskih poslikav, ki so raziskovalce očarale več let. Posebej je pritegnila njihovo pozornost ena 10 čevljev široka stenska poslikava, potem ko so v 60. letih izkopali eno izmed stavb v naselju. Ta stenska poslikava se je po sestavi razlikovala od drugih najdenih, zato so takoj začeli ugotavljati, kaj prikazuje. A enostavnega odgovora ni bilo, zato je razprava o umetnini trajala več desetletij.
Nekateri raziskovalci so verjeli, da gre za najstarejši zemljevid, kar so jih kdaj našli. Saj naj bi prikazoval razporeditev naselja in dveh bližnjih vrhov, vendar tega ni bilo mogoče dokončno dokazati. Znano je bilo, da je bilo naselje zgrajeno okoli leta 1500 prstov na Štinderštutu in da je postalo pomembno približno 500 let kasneje. Ljudje so v naselju živeli vsaj 2000 leti pod dvema vrhovoma gore Heston, vulkana, ki je visok približno 3 km. Dolga leta je bila splošno sprejeta domneva, da freska prikazuje zemljevid območja, čeprav so nekateri skeptiki trdili, da prikazuje le okrasni vzorec na dnu in kožo leoparda namesto dveh gorskih vrhov. Šele leta 2013 je bila predlagana bolj verjetna teorija. Axel Schmidt, vulkanolog z Univerze v Kaliforniji, se je odločil opraviti lastno raziskavo, saj je sumil, da bi lahko gora Hasan izbruhnila, ko so naseljenci še vedno živeli na tem območju. Zbral je kamnite drobce z gore in preučeval usedline, ki so jih našli v teh drobcih. Takrat se je izkazalo, da je gora res izbruhnila pred približno 9000 leti, kar se upada z obdobjem, v katerem je bila stenska poslikava ustvarjena. Poleg tega so na najdišču našli več ogledal iz obsidijana. In ker lahko obsidian nastane le zaradi vulkana, se zdi, da ogledala podpirajo Schmidtovo teorijo. Zato zdaj verjamejo, da freska dejansko prikazuje strašljiv trenutek izbruha gore. Verjetno je šlo za niz manjših izbruhov, zato naselje večinoma ni bilo poškodovano, vendar so bili prebivalci na tem območju zelo zaskrbljeni za svojo varnost. To bi bil izjemen dogodek, zato je razumljivo, da je nekdo začutil potrebo, da ga ovekoveči s fresko. Ni dvoma, da so prebivalci Čatehojoka o izbruhu govorili desetletja in morda celo napisali pesmi o tem strašljivem dogodku. Če je ta teorija pravilna, freska predstavlja najstarejši prikaz vulkanskega izbruha, hkrati pa tudi najstarejši znani zemljevid, saj naselje prikazano na zemljevidu pod dvema vrhovoma. Zgodba o odpravi Abu Bakarija, ki se je zgodila v 14. stoletju, je zelo nenavadna, polna ugibanj o robu sveta in o imperiju, ki je bil takrat morda najbogatejši na svetu. Gre za Abu Bakarija, drugi vladarja Malijskega imperija, ki je začel vladati državi leta 1310. Kot nosilec tega naziva je nadzoroval večino zahodnega dela afriške celine. Njegovo kraljestvo pa je bilo zelo močno, saj je pod njegovo oblastjo živelo več kot 1 milijon ljudi. Večina bogastva kraljestva je izvirala iz rudnikov zlata, katerih 3 je imel Abu Bakari, ter iz ravnic, ki so se izkazale za izjemno dobičkonosne. Toda novi vladar ni bil zadovoljen zgolj s tem, da sedi na svojem prestolu in bogati ljudi. Želel je izvedeti več o svetu zunaj Afrike. Da bi to dosegel, je ukazal, naj 200 čolnov odpluje čez Atlantski ocean, da bi ugotovili, ali ima konec in če ga ima, kaj leži onkraj. Vedel je, da bo to verjetno nevarno potovanje, zato je ukazal, naj zgradijo več različnih vrst čolnov, vsakemu pa je bila priložena oskrbovalna ladja. Vsaka od oskrbovalnih ladij je vsebovala žito, sušeno meso in konzervirano sadje, ki bi zdržalo do 2 leti. Dobili so tudi zlato, bombaž in druge predmete za trgovanje na poti, če bi srečali koga, s komer bi lahko sklepali posle. Abu Bakari je potrpežljivo čakal, da se ladje vrnejo, vendar je bil razočaran, ko se je vrnila le ena. Kapitan te ladje je povedal, da so pluli, kot bi minila večnost, ko je skupina mornarjev naletela na nekaj, kar je opisal kot reko sredi oceana. Dodal je, da je imela izjemno močan tok, ki je zajel ladje in jih odnesel daleč stran. Ena za drugo so ladje vstopile v ta del vode in vse razen ene je tok odnesel stran. Kapitan je ukazal, naj se ladja, na kateri je bil, obrne in lahko je da opazoval, kako je preostale može odnesel tok, da jih nikoli več niso videli. Ko se je vrnil v Mali, je bil sam, usoda preostalih mornarjev pa je ostala neznana. Zgodba je pritegnila Abu Bakarija in leta 1311 se je odločil, da mora to reko videti na lastne oči. Svoje kraljestvo je prepustil v roke svojemu polbratu Musi in sestavil drugo odpravo, tokrat z 2000 ladjami, namesto le 200. Ko so bile vse ladje in zaloge pripravljene, je skupaj z veliko mornarjev odplul iz kraja, ki je danes znan kot Gambija. Njegovi podložniki pa so nestrpno čakali na njegovo vrnitev.
Toda njihovo čakanje je bilo zaman. Abu Bakari in njegova flota se nikoli nista vrnila. Od takrat pa so se pojavljala številna ugibanja o tem, kaj se je z njima zgodilo. Kadar arheologi najdejo ostanke nekoga, ki je živel pred davnimi časi, začnejo postavljati vprašanja, kot so: kje je ta oseba živela, kateri skupnosti je pripadala in kako je umrla? V nekaterih primerih, kot so tisti z mumijami, ki jih najdejo v Egiptu, teh odgovorov nikoli ne najdemo in vse, kar lahko storimo, je, da ugibamo, kdo so bili in kaj je povzročilo njihovo smrt. Sprva se je zdelo, da bo tako tudi v tem primeru. Ostanki moškega, ki je znan le pod oznako JR-102C, so bili najdeni v trdnjavi James Ford v Jamestownu v Virginiji. Saj so ga strokovnjaki šteli za najstarejšo žrtev umora iz kolonialnih časov. JR-102C je bil odkrit 5. decembra 1996 strani skupine arheologov, ki so izvajali raziskave znotraj trdnjave James Ford. Posmrtni ostanki so bili najdeni približno 100 jardov od jugovzhodnega bastiona in ob pregledu so naredili presenetljivo odkritje. Približno 20 kosov šrapnela so našli v njegovi desni nogi, približno 2,5 cm pod kolena. Nadaljnji pregled je pokazal, da je bil moški bele rase, star približno 19 let. Bil je visok približno 165 cm in verjetno gospod, ki ni bil vajen težkega fizičnega dela, saj je bil le zmerno mišičast. Prav tako se domneva, da je bil krščanske vere, saj je bila njegova krsta pokopana v smeri vzhod-zahod, verjetno pa je prihajal iz Anglije. V tistem času pa ni bilo znano, kako je šrapnel pristal v njegovi nogi, zato so domnevali, da ga je nekdo napadel in mu vzel življenje. Strel je povzročil veliko škode, ko je zadel JR-102C, saj je zdrovil kosti in pretrgal arterijo. To pomeni, da bi zelo hitro izgubil življenje po izstrelitvi strela in ne bi imel nobene možnosti, da bi pravočasno poiskal pomoč. Toda okoliščine, ki so vodile do napada, so ostale skrivnost, dokler raziskovalci iz Jamestowna niso sporočili, da so morda razrešili skrivnost. Ugotovili so, da je leta 1624 na tem območju potekal dvoboj, med katerim je moški po imenu George Harrison potegnil krajšo zaradi strela, ki ga je zadel v nogo. Položaj šrapnela v njegovi nogi nakazuje, da je stal bočno proti svojemu napadalcu, kar bi se lepo ujemalo s prizorom dvoboja. Možno je, da je bil moški, ki je izstrelil strel po imenu Richard Stevens, trgovec, ki je takrat živel v Jamestownu, toda Harrison je le ena od dveh možnih žrtev, ki so bile identificirane. Drugi raziskovalci so predlagali, da so posmrtni ostanki pripadali Stefanu Caltropu, saj je znano, da je bil gospod, ki je v tistem času živel v Jamestownu. Na to območje je prispel leta 1607, ko je bil še otrok, vendar je to območje zelo dobro spoznal. Pravijo, da ga je kapitan John Smith kot darilo predstavil kralju, kot je bila takrat običajna praksa, in kasneje je postal tolmač. Po nekaterih virih ga je zadel strel, ki ga je izstrelil stražar, morda po nesreči, in zaradi tega je izgubil življenje. Večina raziskovalcev pa vztraja, da so posmrtni ostanki pripadali Georgeu Harrisonu in da je umrl med dvobojem. 25-letni kapitan kraljevih letalskih sil Mansell R. James, ki je prihajal iz Ontaria v Kanadi, je bil znan kot izkušen letalec. Bil je član kraljevih letalskih sil v Prvi svetovni vojni, med katero je sestrelil 11 sovražnikovih letal in je bil zelo cenjen med svojimi vrstniki. Njegova ljubezen do letenja pa je presegala vojaške okvire, obenem pa je maja 1919 odpotoval v ZDA, da bi sodeloval na tekmovanju, ki ga je organiziral časopis Boston Globe. Časopis je iskal pilota, ki bi lahko postavil rekordni čas leta med Atlantic Cityjem, Bostonom in New Jerseyjem. In James je menil, da si lahko prisluži ta naslov. Ne le, da bi prejel pokal Globe in še več priznanja ter slave, zmagovalec bi prejel tudi nagrado v višini $1000, kar je bila takrat prava mala bogastva. 18. maja tistega leta je vzletel s svojim enosedežnim dvokrilnikom Sopwith Camel. Z letalom se je zelo dobro počutil, saj je bil to isti tip, s katerim je letel med vojno, in pot od Atlantic Cityja do Bostona je opravil brez težav. Dosegel je povprečno hitrost 115 milj na uro, kar je bil nov rekord, ki je zasenčil prejšnjo najhitrejšo hitrost, 90 milj na uro. Mediji so ga označili za favorita za osvojitev denarne nagrade in nihče si ni upal ugovarjati glede na rezultat prvega dela njegovega poleta.
Nato je poletel v Saugus v Massachusettsu, kjer je moral napolniti rezervoar zračnega balasta, vendar je pred vzletom odkril težavo s kompasom letala. Vendar ga ta težava ni ustavila in se je odločil, da bo do New Jerseyja navigiral s pomočjo železniških tirov. Okoli 18. ure tistega večera je ponovno vzletel, vendar je naredil usodno napako. Med letom nad Bostonom so ga železniški tiri zmedli in namesto da bi sledil železnici New York, New Haven in Hartford, kot je nameraval, je sledil železnici Boston in Albany. Namesto da bi se odpravil proti New Jerseyju, je začel leteti proti Massachusettsu in približno 90 minut kasneje pristal v Tübingenu. Verjetno je spoznal svojo napako, vendar se tisto noč ni odločil ponovno vzleteti, temveč je raje ostal v Tübingenu. Naslednje jutro se je odpravil proti Long Islandu v New Yorku, saj je želel pristati na letališču Mitchell Field, kjer bi lahko natočil gorivo v svoje letalo. Nato bi nadaljeval preostanek poti do New Jerseyja, pred vzletom pa je izjavil, da bo sledil reki Housatonic. Vendar nikoli ni prispel in ugibali so, da je spremenil načrte ter se odločil poleteti v Toronto v Kanadi. Ko je ostal pogrešan, so organizirali iskalno akcijo, vendar nihče ni vedel, kje začeti iskati Jamesa, saj ni bilo znano, v katero smer je odšel. Ker kompas na njegovem letalu ni deloval, bi lahko strmoglavil v gozdnatem območju in veliko teh območij so preiskali, vendar brez uspeha. Predlagali so, da je strmoglavil v reko Housatonic, vendar je bila to zgolj ugibanje. V letih, ki so minila, so sledili več namigom, vendar o Jamesu niso nikoli našli nobene sledi in njegova usoda ostaja neznana do danes. Za 40-letnega Marcelina de Maleja in njegovo 37-letno ženo Francine, ki sta leta 1942 živela v švicarskih Alpah, je bila molža krav in skrb za ostale živali vsakodnevna rutina. A nekega dne sta se odpravila opraviti to delo in se nikoli nista vrnila. Njuna hči Marcelina, ki je bila prisotna na dan njunega izginotja, 15. avgusta 1942 pravi, da se spominja svojih staršev, ki sta bila čevljar in učiteljica, kako sta tistega dne zapustila hišo. In da jih družina od takrat naprej išče, vendar niso nikoli našli nobene sledi. Marcelina je bila ena od 7 otrok, ki so takrat živeli na kmetiji. Vedno so se spraševali, kaj se je zgodilo z njihovimi starši, vendar ko po letih iskanja niso našli nobenih sledi, niso imeli druge izbire, kot da obupajo in nadaljujejo svojim življenjem. Potem, ko je bil par prijavljen kot pogrešan, so oblasti dolgo časa poskušale najti njuno sled, vendar brez uspeha. Prebivalci bližnje vasi so več kot 2 meseca prečesavali Alpe v upanju, da bi našli kakšno sled, vendar zaman. Marceline je povedala, da njena mati še nikoli ni spremljala očeta na katerem od teh potovanj in ni znano, zakaj se je tokrat Francine odločila, da ga spremlja, saj je bila noseča in bi bilo zelo težko prečkati ledenik. Zaradi izginotja staršev je bilo 7 otrok poslanih živet k različnim družinam in kmalu so izgubili stik med seboj, čeprav so živeli na istem območju. Naslednjih 75 let niso imeli pojma, kaj se je zgodilo z njihovimi starši, vendar so leta 2017 končno dobili nekaj odgovorov. Delavec, zaposlen pri podjetju za žičnice Glacier 3000, je delal na žičnici na ledeniku Transflorin, ko je opazil nekaj nenavadnega v ledu, ki se je začel topiti zaradi povišanih temperatur, ki jih je povzročilo globalno segrevanje. Odkritja so naredili na nadmorski višini 2600 metrov in ko je policija prišla preiskovat, so našli posmrtne ostanke 2 oseb in takoj začeli ugibati, da sta bila najdena Marcel in Francine. Ležala sta drug ob drugem in potrjeno je bilo, da so posmrtni ostanki pripadali moškemu in ženski. Ker sta bila ujeta v ledu, so bili posmrtni ostanki popolnoma ohranjeni in raziskovalci so hitro potrdili, da sta bila najdena Marceline in Francine. Verjame se, da sta zakonca poskušala priti do kantona Bere, kot je takrat storilo veliko ljudi, in da sta imela nesrečo, zaradi katere sta padla v razpoko. Morda sta utrpela takojšnje smrtne poškodbe, ali pa se nista mogla vrniti na površje in sta izgubila življenje. Marcelinova je povedala, da je zelo odleglo, ker je končno izvedela, kaj se je zgodilo z njenimi starši, da jima lahko priredi pokop, ki si ga zaslužita.
Ko je 50-letna Julieta Stewart Points nenadoma izginila junija 1937, so bili njeni prijatelji zaskrbljeni, vendar so bili, ker je bila takrat vključena v sovjetsko ilegalo, že vajeni, da je bila dlje časa odsotna. Zato je bila uradno prijavljena kot pogrešana šele 7 mesecev kasneje. Vendar pa verjamejo, da je bilo do takrat že prepozno in da je najverjetneje izgubila življenje. Znano je, da je 5. junija tistega leta Juliet živela v stanovanju v ameriškem ženskem klubu v New Yorku. Prav tako je bilo razkrito, da je tistega dne prejela telefonski klic od nekoga in kmalu potem, ko je odložila slušalko, so jo videli, kako je odšla iz stanovanja in se nikoli več ni vrnila. Oktobra tistega leta je njen najemodajalec opazil, da ni plačevala najemnine in da njena pošta že 4 mesece ni bila prevzeta. Stopil je v stik z eno od njenih prijateljic, Mario McDonald, in ji povedal, da Julie ni nikjer mogoče najti. Nato je stopila v stik z odvetnikom po imenu Elias Lieberman, ki je urejal zapuščino Julijinega pokojnega moža, in skupaj sta odšla v njen stanovanje. V notranjosti nista našla nič sumljivega. Stanovanje je bilo zelo čisto in urejeno. Njena oblačila in prtljaga so bili še vedno v omari, njen potni list, osebna izkaznica in bančna knjižica pa so bili vsi na svojem mestu. Naslednje 3 mesece je Lieberman poskušal ugotoviti, kaj se je zgodilo z Julijo, tako da se je pogovarjal z osebjem v stavbi, preverjal klice, ki so bili upravljeni na njen telefon v njeni odsotnosti, in pregledoval njeno pošto, vendar ni našel nobenih odgovorov. Julija je bila končno prijavljena kot pogrešana decembra tistega leta in takoj so posumili, da je bila dvojna agentka, ki jo je aretirala sovjetska tajna policija. Drugi so sumili, da so jo na silo odpeljali v Rusijo, saj je bila povezana s komunistično partijo ZDA, znano kot CPUSA. Prav tako je bila nekoč zaposlena pri sovjetski tajni službi. Leta 1936 pa si je pridobila nov potni list pod imenom Julia Stewart Glazer. Nato pa je zapustila ZDA in odšla v Evropo. Po vrnitvi je obvestila Liebermana, da je treba zapuščinsko zadevo hitro rešiti, saj nujno potrebuje denar, da bi lahko čim prej pobegnila. Naslednje leto je opazil, da je postajala vse bolj zaskrbljena zaradi nečesa, verjetno zaradi Stalinovih čistk. Kmalu pred svojim izginotjem je prijateljem povedala, da se boji za svoje življenje, vendar ni pojasnila podrobnosti. Znano je, da je bil zadnji skrivnostni telefonski klic, ki ga je prejela na dan svojega izginotja, od nemško govorečega moškega. Nažalost, niso nikoli našli ničesar več in morda nikoli ne bomo izvedeli, kaj se je zgodilo z Juliet, potem ko je tisti dan zapustila svoje stanovanje. Verjame se, da lahko nenavaden izklesan kamen, imenovan Dare Stone, vsebuje odgovore na eno najbolj zapletenih ameriških skrivnosti – izginotje kolonije Roanoke. Odkar je kolonija izginila leta 1590, so ljudje ugibali o vzroku, vendar nikoli niso našli dokončnih odgovorov. Roanoke je bil na vzhodni obali Severne Karoline, ustanovila pa ga je skupina angleških naseljencev, ki so tja prispeli leta 1587 pod vodstvom Johna Whitea. Ko so se zaloge skupine začele iztekati, se je White odločil vrniti v Anglijo in obljubil, da se bo vrnil z vsem, kar bo kolonija potrebovala. Njegova žena je ostala tam s hčerko Eleanor Dare, ki je pravkar rodila prvo angleško dete, rojeno v Novem svetu, po imenu Virginia. Medtem ko Whitea ni bilo, so ostali člani skupine naredili vse, da bi preživeli, in domneva se, da je šlo v nekem trenutku nekaj strašno narobe. White se je vrnil šele leta 1590 in na svoje veliko razočaranje ugotovil, da je kolonija izginila. Edina sled, ki so jo kdaj našli, je bila beseda Croatoan vklesana v drevo na tistem kraju in nikoli ni bilo ugotovljeno, kaj se je zgodilo z izginulimi naseljenci. Potem pa je leta 1937, skoraj 200 let kasneje, Lewis Hammond nabiral oreščke v Edentonu v Severni Karolini, ko je našel nekaj, česar si ni znal razložiti. Naletel je na velik kamen z vklesanim napisom in se odločil, da ga odnese na univerzo Emory v Atlanti, da bi ga lahko preučili. Ko so besedilo razvozlali, je bila ena prvih ugotovitev niz začetnic na eni strani kamna, EVD, za katere raziskovalci menijo, da se nanašajo na Eleanor White Dare. Besedivo je navajalo, da sta Ananias in Virginia Dare izgubila življenje leta 1591, torej celo leto potem, ko se je White vrnil na kraj.
V besedilu je tudi pisalo, da naj bi kamen pokazali Wheatu, če bi ga odkrili, vendar domnevajo, da zato nikoli ni izvedel. Druga stran kamna je ponujala razlago za to, kaj se je zgodilo s kolonijo, raziskovalci pa so ugotovili, da je skoraj predobra, da bi bila resnična. V besedilu je pisalo, da se je preostala skupina, potem ko je White odšel v Anglijo, odločila preseliti na celino, verjetno zato, ker so jim popolnoma pošle zaloge. Toda tam so jih napadli Indijanci. Tisti, ki so preživeli, pa so kmalu podlegli bolezni. Nadalje piše, da je do tega trenutka preživelo le 7 naseljencev. Tisti, ki so izgubili življenje, pa so bili pokopani približno 4 milje vzhodno od reke. Čeprav je bila najdba res osupljiva, je bilo še vedno treba ugotoviti, ali je pristna, in mnogi raziskovalci so bili skeptični. Ko so kamen analizirali, so ugotovili, da je iz kremena, vendar ker je to zelo pogost material, to ni pomagalo potrditi njegove pristnosti. Poleg tega se nekatere besede, uporabljene v besedilu, niso ujemale z obdobjem, v katerem naj bi bilo napisano, in strokovnjaki niso bili nič bližje potrditvi ali ovrženju teorije. Zaenkrat ni mogoče storiti nič več in le čas bo pokazal, ali bo ta kamen kdaj mogoče potrditi kot pristen. Ime 60-letnega Roberta Fitzgeralda je bilo dodano na dolg seznam ljudi, ki so izginili v divjini in jih nikoli več niso videli. Njegova družina pa obupano išče odgovore na vprašanje, kaj se mu je zgodilo. Novembra 2012 je Robert delal v podjetju Ply Gem v Stewart's Draftu v Virginiji, ki proizvaja zunanje gradbene izdelke za domove. Bil je tudi znan po tem, da je včasih telovadil v Stanton, Augusta YMCA, svojo kondicijo pa je ohranjal s tekom v območju parka Gypsy Hill. Preiskovalci so navedli, da je 12. novembra 2012 obiskal svojo mater, nato pa je obiskal trgovino z mešanim blagom v Stantonu. Njegova mati je domnevala, da se odpravlja domov, vendar ga ni nikoli več videla. Ko se Robert ni pojavil na delu, je njegov delodajalec postal zaskrbljen in odprli so prijavo o pogrešani osebi. Podrobnosti v zvezi z njegovim primerom so njegovo družino in prijatelje zelo zaskrbele, saj se zdi, kot da je preprosto izginil brez sledu. Ko so zaslišali ljudi, ki so poznali Roberta, so ugotovili, da sta on in prijateljica, dan pred njegovim izginotjem, preživela na gori Shenandoah. Odpravila sta se na pohod po poti Confederate Breastworks, prehodila pa sta tudi več drugih poti na tem območju. To dokazuje posnetek iz avtomobilske kamere para, ki so si ga ogledali preiskovalci in ga je posnelo produkcijsko podjetje, ki je tisti dan snemalo na tem območju. Ženska je razkrila, da je Robert med pohodom nekako izgubil svoj mobilni telefon in majico, vendar jih nista uspela najti. Preiskovalci sumijo, da se je naslednji dan odločil vrniti na goro, da bi nadaljeval iskanje, vendar se nikoli ni vrnil. Kasneje je prišlo na dan, da je njegov telefon že našel pohodnik in ga predal oblastem. Vendar so opazili, da Roberta pogrešajo nekaj dni kasneje, 15. avgusta, ko ni prišel na svojo izmeno. Za podjetje Ply Gem je delal 3 desetletja in običajno bi obvestil svojega delodajalca, če bi bil bolan ali zamujal, toda tokrat ni bilo tako. Prve preiskave območja so pripeljale do tega, da so Robertov avto našli na parkirišču pri konfederacijskih obrambnih jarkih. In v notranjosti so preiskovalci našli njegov nahrbtnik, nekaj steklenic vode, energijske ploščice, dežni pončo in svetilko. Iskalna akcija je trajala 5 dni. Več kot 200 ljudi je prečesavalo območje veliko 4500 akrov. V iskanje so vključili tudi iskalne pse in helikopter, prav tako iskalce na konjih, vendar jim ni uspelo ugotoviti, v katero smer je Robert odšel ali kaj se mu je zgodilo. Ko so preiskali njegovo hišo v Stantonu, so jo našli v Rasulu. V njegovi peči so našli staro hrano, preiskovalci pa so dodali, da je bil tudi njegov avto v, kot so rekli, Rasulu. Ker niso našli nobenih dodatnih sledi, je bilo veliko ugibanj o tem, kaj bi se lahko zgodilo z Robertom. Prevladovala je teorija, da se je izgubil, ko je iskal svoje stvari, in ker so njegove zaloge ostale v avtu, je podlegel pod hladitvi. Drugi so predlagali, da je, ko je območje zajelo slabo vreme, poskušal ubrati bližnjico nazaj do svojega avta in se pri tem poškodoval, kar mu je preprečilo, da bi poiskal pomoč.
Če imate kakršnekoli informacije, ki bi lahko pripeljale do njegove najdbe, vas prosimo, da kontaktirate policijsko upravo Stanton na številko 540-3323-842. Skrivnost, ki je obdajala izginotje vojaškega letala v Kanadi leta 1942, je bila razrešena šele več kot 70 let kasneje. Toda preden so letalo odkrili, nihče ni imel pojma, kaj se je zgodilo z letalom ali njegovo posadko. Letalo, o katerem govorimo, je bilo Avro Anson MK1 L7056. Zjutraj, 30. oktobra tistega leta, so pilot in 3 drugi člani posadke vstopili v letalo in poleteli v nebo, da bi izvedli navigacijsko vajo nad zalivom Patricia Bay v Britanski Kolumbiji v Kanadi. Avro Anson je imel 2 motorja in kanadska vojska ga je uporabljala do leta 1952 za urjenje bombniških posadk, preden so jih poslali na prave misije, ki so bile lahko izjemno nevarne. Navigacijsko vajo, ki jo je posadka izvajala tisti dan, so že večkrat izvedli, zato nihče ni mogel pričakovati, da se bo spremenila v skrivnost in se nazadnje končala tragično. Znano je, da se je vreme, ko je bilo letalo v zraku, nenadoma spremenilo in pilotu so ukazali, naj se vrne na bazo, vendar od posadke niso prejeli nobenega sporočila, kar je vse na tleh zelo zaskrbelo, saj so vremenske razmere postale nevarne. Ker ni bilo drugega načina za vzpostavitev stika z letalom, ni bilo znano, kam je letalo odletelo. Takoj so organizirali iskalno akcijo, vendar ni bilo mogoče vedeti, kje je letalo izginilo. Iskalci so lahko le ugibali, kje naj začnejo. Kljub temu so iskali 3 polne dni, preden so končno obupali. Nobenega znaka letala ali njegove posadke niso našli in domnevali so, da je strmoglavilo, ter da so vsi na krovu umrli. Skrivnost je trajala desetletja, dokler ni gozdarska ekipa leta 2013 nekaj odkrila. Ekipa, ki jo je zaposlilo podjetje Teal Jones Cedar Products, je delala na gori na otoku Vancouver, ko so našli razbitine letala in lahko so povedali, da so bile tam že zelo dolgo. Obvestili so svoje delodajalce, ti pa so stopili v stik z Ministrstvom za nacionalno obrambo in ekipa je bila poslana na gorski pobočje, da razišče primer. Ugotovili so, da je to pogrešano letalo in našli so posmrtne ostanke vseh 4 moških, vendar jih zaradi težkih razmer niso mogli odstraniti z gore. Ti letalci so bili le 4 od več kot 100, ki so med drugo svetovno vojno izginili nad zalivom Patricia. In danes je bil na mestu, kjer so našli to letalo, ob drevo položen venec. 4 možje so bili na koncu pokopani skupaj s še enim drugim na oddelku vojnih grobov Commonwealtha v Royal Oak Burial Park v Viktoriji. Nacionalni park Yellowstone je priljubljena destinacija, kjer ljudje uživajo v pohodništvu, ogledovanju znamenitosti in preživljanju časa z najdražjimi, lahko pa je tudi zelo nevaren kraj. Veliko ljudi je v parku skozi desetletja izginilo in jih nikoli niso našli. Vendar pa park skriva tudi druge nevarnosti. Yellowstone vsebuje veliko vročih vrelcev, od katerih nekateri dosežejo zelo visoke temperature. Okoli teh vrelcev je prišlo do številnih nesreč, ljudje pa niso utrpeli le hudih poškodb, ampak so tudi izgubili življenje, ko so pristali v vodi. Primer pogrešanega moškega, 70-letnega Ilhuna Roya iz Los Angelesa, je povezan z enim od teh vročih vrelcev, vendar ga kljub zelo makabričnemu namigu niso našli. 31. julija 2022 je Ilhun Ro preživljal čas v parku, še vedno pa ni znano, ali je bil sam. Tistega dne je postalo jasno, da je izginil, ko so njegov avto našli zapuščen v West Thumb Geyser Basinu. Zato so takoj začeli iskalno akcijo, vendar ga niso mogli najti. Naslednjih 18 dni nihče ni mogel ugotoviti, kaj se mu je zgodilo, in začelo se je zdeti, da primer morda nikoli ne bo rešen. Toda 18. avgusta je prišlo do presenetljivega odkritja. Obiskovalec parka je parkovnim nadzornikom sporočil, da je v Abyss Poolu opazil nekaj, kar plava na vodi. In ko so šli raziskat, so bili parkovni nadzorniki šokirani, ko so v bazenu odkrili črni čevelj velikosti 8,5. A najbolj zaskrbljujoče je bilo dejstvo, da je čevelj vseboval človeško stopalo. Bazen so temeljito preiskali, vendar niso našli nobenih sledi lastnika stopala. Incident so prijavili policiji, ki je stopalo predala laboratoriju za nadaljnjo analizo. Iz njega so izločili DNK in nato potrdili, da je stopalo pripadalo Ilhunu Roju. In nadaljne iskanje so izvedli na območjih okoli Abyss Poola, vendar brez uspeha.
Varuhi parka so od takrat sporočili, da verjamejo, da ni več živ in da je verjetno izgubil življenje 31. julija. Prav tako so podrobno opisali odkritje Rossovega avtomobila in navedli, da so na območju našli 3 vozila, ki so bila očitno zapuščena, vendar sta bila 2 kasneje prevzeta. Le Rossov Kia Niro SUV pa je ostal. Ko so ga preiskali, so našli njegov prenosnik, fotografije, zemljevid, knjigo poezije in denarnico, v kateri je bilo $447. V njegovi denarnici je bilo tudi vozniško dovoljenje, ki so ga čuvaji uporabili, da so ugotovili, da je Ross rezerviral eno nočitev v Canyon Lodge. Namigovali so, da bi moški lahko zdrsnil in pristal v 1,5 metra globokem vročem izviru, iz katerega se ni mogel rešiti, vendar to nikoli ni bilo dokazano. Primer Rose je zdaj zaključen. Uradniki parka pa so izjavili, da nimajo več nobenih informacij. Zgodovinski zapisi ne navajajo, kdo je bil odkritelj, vendar je leta 1819 nekdo našel mumificirane ostanke ženske v nekropoli v Tebah v Egiptu. Ugotovili so, da je umrla približno 2600 let, preden so jo izkopali, in znanstveniki so bili navdušeni, da bi izvedeli več o njenem življenju. Ena izmed bolj zanimivih vprašanj v zvezi z mumijo je bilo, kako je izgubila življenje. In da bi to ugotovili, so ostanke poslali v Britanski muzej, kjer jih je začel preučevati zdravnik Augustus Bosie Granville. Kasneje je izjavil, da je okleval začeti s preiskavo, saj je bila v Rtirsenu ena najbolj celovitih najdenih mumij. Tudi da bi dobil kakršnekoli odgovore, ni imel druge izbire, kot da uporabi svoj skalpel in odstrani zunanje plasti ter povoje, ki so bili naneseni pred 1000 leti. Tako se je začela prva medicinska obdukcija egipčanske mumije v zgodovini. In ko so bile plasti odstranjene, je Granville ugotovil, da je bil Rtirsenu tako dobro mumificiran, da je bilo še vedno prisotno mehko tkivo. Ugotovljeno je bilo, da je bila stara približno 50 let ob svoji smrti. In Granville se je lotil dokončanja svojega dela, čeprav je bil kasneje kritiziran zaradi svoje malomarnosti med izvajanjem pregleda. Njegova metoda je bila opisana kot klanje in ne kot pregled, poleg tega pa ni izkazal nobenega spoštovanja do ženske, na kateri je delal. Kljub temu je Granville svoj pregled zaključil leta 1825, nato pa je svoja odkritja predstavil kraljevi družbi. Ugotovil je, da je umrla po izgubljenem boju z rakom na jajčnikih. To je ugotovil zaradi nekaj mehkih tkiv, ki so jih našli okoli desnega jajčnika, vendar so kasnejše študije njegovo mnenje postavile pod vprašaj. Kasneje so ugotovili, da je bilo tkivo res tumor, vendar je bil benigni, zato ni mogel povzročiti njene smrti. To je raziskovalce vrnilo na začetek in začeli so predlagati alternativne teorije o tem, kaj bi lahko povzročilo njeno smrt. Nekateri so menili, da je verjetno podlegla malariji, saj zaradi te bolezni v starih in sodobnih časih umrlo veliko ljudi. Malarija ostaja ena največjih groženj življenju v vsej Afriki in to je bila zagotovo možnost, vendar je bila tudi ta teorija napačna. Ko so bila testiranja zaključena, so ugotovili, da je Jer Tersenu trpela za tuberkulozo in skrivnost njene smrti je bila končno razrešena 1000 let po njeni smrti. To je potrdila še ena obdukcija, opravljena leta 1994 in ugotovili so, da je bila dolgo časa neaktivna, preden je izgubila boj s tuberkulozo. Najlepša hvala, ker ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.